Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v obdobju tako imenovanega babjega poletja. Čeprav se je narava že odela v mavrične barve, grozdje se spreminja v mošt, s polj in vrtov pa pobiramo še zadnje pridelke. Sonce pa še kar greje, čeprav bomo kmalu ponovno vrteli urne kazalce, vendar tokrat za 1 uro nazaj. Toda čas teče naprej. Kam pa se bo zavrtel po volilni nedelji, v prihodnost ali preteklost, kdo ve. Se pa je pretekli teden odvrtelo nekaj dogodkov, o katerih ni dvoma, da bodo pritegnili vašo pozornost, saj smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna, zato ste vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici na podjetniškem vikendu mladi iz srednjih šol razvili 10 poslovnih idej. Rožnati oktober je mesec namenjen osveščanju o raku na dojkah. Ivana Leskovar, ravnateljica Slovenjebistriškega vrtca, končuje svojo uspešno delovno pot. V rubriki Lokalne novice tokrat o poslovnih idejah mladih, o osveščanju javnosti o bolezni raka na dojkah, v rubriko pa smo uvrstili tudi intervju z dosedanjo ravnateljico vrtca Otona Župančiča, Ivano Leskovar, ki zaključuje svojo delovno pot. Srednja šola Slovenska Bistrica je minuli petek in soboto gostila mlade podjetnike. V sodelovanju z mentorji srednjih šol in ustvarjalnika je izvedla mini startup vikend. Na dvodnevnem dogodku pod pokroviteljstvom Spirita Slovenije je sodelovalo 74 dijakov iz 3 srednjih šol, Srednje šole Zagorje, Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ter Srednje šole Slovenska Bistrica, ki so razvili in predstavili 10 poslovnih idej. Na zaključni prireditvi so najboljše tudi nagradili. Za najidejo so izbrali Unity Card. Gre za dvodelno plastično kartico, ki omogoča nakupovanje specifičnih izdelkov. Imetnik prve kartice je starš, druge pa otrok. Starši svojo kartico napolnijo otrokovo, otroku pa s tem omogočijo brezskrbno nakupovanje v živilskih trgovinah. Najdružbeno koristna ideja je ThermoGo. Priznanje za naj-pitch je prejel Stick and Find, najizvedljiva ideja je Sleep Tight, najprodukt pa Drink and Charge. Pri razvoju ideje Stick and Find je sodelovala tudi dijakinja 2. letnika srednje šole Zagorje, Andrejka Košir. Ja, pač s tem kovčkom bi, ne vem, recimo za starostnike ali pa za kakšne poslovneže, ko imajo ful dela in, ne vem, nimajo časa. Mislim, morajo se z nečem drugim ukvarjati in bi ti sam vključili in bi pač šel ta kovček kar sam, pač zraven nas. Ste že kaj razmišljali, kako bi ta kovček tudi prodali? Ja, najprej bi ga pač ponudili tako najprej poslovnežem ali pa recimo v kakem domu za ostarele, pa počasi bi začeli delati na kak tržišče ali pa kaj, tako da. Kaj pa meniš o takšnih dogodkih, kot je današnji ta startup vikend? Kaj se naučite na tem? Ja, mi smo šli s tem namenom pač, da se malo zabavamo. Jaz sploh nisem pričakovala, da bomo se toliko uživeli v to, da bomo res nekaj naredili. In kakor je pač povedala že ena od naših profesoric, da lahko gremo iz tega startup vikenda s ful velik znanjem pač in to je res, no, sem ful vesela. Po besedah Cirila Hajšek-Rab na Srednji šoli Slovenska Bistrica podjetništvu iz leta v leto namenjajo več pozornosti. Ja, torej Srednja šola Slovenska Bistrica si je letos postavila podjetništvo kot nek ključen cilj. Torej zasledujemo te kompetence podjetništva in podjetnosti pri mladih, tako osnovnošolcih in naših dijakih. No, danes je recimo prvi podjetniški vikend za dijake, mi smo pa že v preteklih letih pripravili, pravzaprav gostili 3 podjetniške vikende za učence. Zdaj, mi pač pričakujemo oziroma bi radi, da bi dijaki pridobili te kompetence, komunikativnosti, ustvarjalnosti, neke samozavesti, ki jim bojo koristile v življenju, ne glede na to, s čim se bodo ukvarjali, kot neka možna karierna pot oziroma neka možnost zaposlitve, samozaposlitve. Matija Goljar je v Slovenski Bistrici svoje znanje delil že 6.
Nekje je treba začeti in zagotovo je prva ideja običajno tisto najbolj naivna, ampak tukaj se gre bolj za proces, kot za to, da bi že imeli končni rezultat v nekemu realnemu zaslužku. Mladi tule se prvič soočajo z podjetništvom, zato to bolj jemljemo kot peskovnik, kot kak resen inkubator. Je pa to zagotovo začetek, da oni pripoznajo priložnosti, vidijo, v čem so dobri in nekaj iz teh talentov v bodoče upam, da naredijo. V širšem smislu pa jaz mislim, da ima Slovenija ogromen podjetniški potencial, sploh pa ta naš štajerski konec. Zaradi tega, ker nekako kvaliteta življenja je dobra. Tudi na nek način lahko rečemo, da je standard dovolj visok, da imajo ljudje dovolj prostega časa, seveda pa je priložnosti v lokalnem okolju dovolj, samo videti jih je treba. Torej boste zagotovo še nadaljevali v tej smeri? Upam, da ja. Zagotovo je delovanje ustvarjalnika vezano na celo Slovenijo in veseli smo povabila čisto v vsakemu kraju, zato da tudi tam naredimo tisto prvo spodbudno, recimo temu peskovnik za mlado generacijo. V okviru letošnjega rožnatega oktobra potekajo po Sloveniji tudi športno-humanitarni dogodki. Rožnati oktober je mesec namenjen osveščanju o raku na dojkah, za katerim v Sloveniji vsako leto zboli 1300 žensk in okrog 10 moških. Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato Združenje Europa Donna vsako leto v oktobru posveča še posebno pozornost preventivi in osveščanju s poudarkom na telesni aktivnosti in zdravem življenju nasploh. V Slovenski Bistrici so v nedeljo 15. oktobra v Grajskem parku izvedli dogodek Tek in hoja za upanje 2017. Prireditev so odprli s simbolnim ovijanjem drevesa v rožnate pletenine. Udeležence sta pozdravila predsednica Europa Donna Slovenija Tanja Španič in podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar. Letos so poleg tekačev in pohodnikov sodelovali tudi kolesarji. Zbrane prostovoljne prispevke bodo namenili socialno šibkim otrokom v občini Slovenska Bistrica. Konec tega meseca bo svoje dolgoletno poslanstvo v predšolski vzgoji zaključila Ivana Leskovar, ravnateljica vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Dobrih 15 let je uspešno vodila Slovenjebistriški vrtec, ki skrbi za 1320 otrok v občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica. Od takrat, ko je postala ravnateljica, se je število otrok povečalo za več kot 400. Povečalo se je tudi število lokacij vrtca in zaposlenih, prej jih je bilo 160, zdaj pa 240. Skupaj s predanim osebjem je Ivana Leskovar uvedla kar nekaj projektov in programov, s katerimi so postali znani v lokalnem okolju in tudi širše. Ivano Leskovar smo povabili pred mikrofon Studia Bistrica. Rekli ste pred časom, da ste pravzaprav že rešili prostorsko stisko tukaj v vseh enotah vrtca, v vseh 4 občinah, ostaja samo še Kebelj, ravno s tem se ukvarjate v zadnjih dneh, je tako? Tako, danes ob 4 imamo sestanek s krajevno skupnostjo Kebelj in starši in bomo dogovorili, kako bo terminsko do leta, mislim, da 2019-2020 potekala ta dograditev osnovne šole. Zagotovo ste pa zelo ponosni, da ste v tem času, ko ste bili ravnateljica, praktično zagotovili res dobre pogoje v vseh enotah vrtca v 4 občinah. Seveda sem zelo ponosna na mojo prehojeno pot in seveda tukaj moram poudariti, da sama pravzaprav nič ne bi mogla. Vedno smo delali z roko v roki z vsemi ustanovitelji in tudi zaposlenimi našega vrtca. Namreč, če zaposleni ne bi izkazovali takšne pripravljenosti in dokazovali, da je vrtec zelo pomemben za predšolskega otroka, potem jaz mislim, da tudi okolica ne bi imela takšnega posluha, potem, da res je treba zagotoviti otrokom najboljše pogoje, kolikor se da. V tem času ste uvedli tudi nekaj novosti, zanimivih projektov, programov. Nekako najbolj znani ste po prizadevanjih za zdravo prehrano otrok. Kako se je vse skupaj začelo? Jaz mislim, da smo v našem vrtcu že leta, preden sem jaz nastopila ravnateljevanja, govorili o tem. Nenazadnje smo bili eden prvih vrtcev, ki smo ukinili že pod prejšnjo ravnateljico aditive. In
štartati od tiste točke naprej ni bilo težko, zaradi tega, ker smo v bistvu vsi rasli v tem, da je potrebno za naše predšolske otroke zagotoviti najboljšo prehrano. Lahko rečem, da smo imeli, kar se tiče zdrave prehrane, mogoče leta pred uvedbo javnih naročil pravzaprav večjo prednost v tem, ker smo dobivali lokalno pridelano hrano. Potem so prišla javna naročila, ki so nekoliko razbila to verigo, ki smo si jo ustvarili v preteklosti. Zdaj se pa zopet vračamo na to pot nazaj. Seveda je pa tisto, kar je bilo že utečeno, težko zopet nekako uravnati tako, kot je bilo. Zelo dobro sodelujete tudi z lokalnim okoljem. Tako ste bili eni izmed prvih, ki ste začeli se ukvarjati z ločenim zbiranjem odpadkov. Tako, prisegam na to, da so predšolski otroci tisti, kjer se naj bi veliko stvari začelo. In tako smo bili v vrtcu prvi, ki smo tudi prosili našo komunalo, da je blizu naših vrtcev postavila kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Otroci so že pred tem zbirali ločene odpadke v oddelkih, potem smo pa njih tudi učili, kako jih ločeno zbirati, kam razvrščati, katere odpadke. In seveda smo imeli delavnice ne samo za otroke, ampak tudi za naše starše. Tukaj bi pa poudarila to, da dokler sam pri sebi stvari ne veš, ne razčistiš, da recimo lahko rečem tudi za sebe doma, nisem ločevala in se nisem zavedala pomena tega, tako dolgo tudi ne moreš vplivati na drugega. Že od malih nog ste pravzaprav vse skozi z otroki, tako imate zares veliko izkušenj za vzgojo. Kaj je po vašem mnenju najbolj potrebno pri vzgoji? Jaz mislim, da mora biti človek to, kar je. Pošten, najprej do sebe. Potem si lahko pošten in odgovoren tudi do drugih. In to seveda tudi pričakuješ. Otroci točno vedo, kakšen si. In mogoče je ta termin za koga nekoliko bolj, bi rekla, filozofski, ampak v resnici moraš biti vedno prisoten z mislimi, z bitjem in žitjem skupaj z otroki. Ker otrok ve, če nisi tam z njim, če ti tvoje misli odtavajo nekam drugam, potem bodo to izkoristili. In če res želiš delati to, kar v resnici je tvoje poslanstvo, jaz pravim, da je poklic vzgojiteljice najlepši poklic na svetu. Za mene, jaz sem zelo, zelo ponosna, da sem prvi vrsti vzgojiteljica, potem šele ravnateljica. To je nekako tako prišlo. In če si to, potem uživaš v vsakem trenutku, se zabavaš. In zabavaš se lahko samo, kadar si prisoten tukaj in zdaj. Namesto ravnateljice vas bo nadomestila vaša dosedanja pomočnica Stanka Stegne. Verjetno ni strahu za nadaljnjo rast tega vrtca. Ne, jaz mislim, da je bila izbira najprej sodelavcev, potem staršev in seveda sveta zavoda zelo premišljena in lahko rečem, da je bila gospa Stanka Stegne celih 15 let tudi moja, poleg gospe Judite Kamenšek, moja desna roka. Tako da lahko rečem, da sem imela dve desni roki in mi niti v enem trenutku vseh teh 15 let ni bilo žal, da sem izbrala takšni pomočnici, ker v bistvu je zelo pomembno, da skupaj vodiš kolektiv, kot je naš. Mi smo nenazadnje tudi zelo hitro napredovali oziroma se razvijali in rasli. Ko sem nastopila ravnateljevanje, smo imeli 900 otrok, zdaj jih imamo nekaj čez 1340, tu nekje. To pomeni, da za en velik vrtec smo se razširili. In seveda, gospa Stanka je ves ta čas v bistvu sodelovala pri tem razvoju in verjamem, da bo nadaljevala. V prostem času imate zelo radi planine, gore,
tudi potapljanje. Zdaj bo verjetno v pokoju več časa tudi za to. Res je. Tako je moja naravnanost, da tam, kjer sem in tisto, kar delam, moram delati polno. In zdaj sem res zelo, zelo veliko časa namenila ravnateljevanju. Pa ne mislite, da zaradi drugih, zaradi sebe, zato ker sem se jaz tako počutila in dobro počutila. Verjamem, da bo zdaj seveda bistveno več časa za tiste stvari, ki sem jih rada počela oziroma jih rada počnem v svojem prostem času. Nenazadnje pa imam tudi 2 čudovita vnuka, ki že komaj čakata, da bo babi imela malo več časa za njiju. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 13 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, nasilje v družini, grožnja, goljufija, poškodovanje tuje stvari, zalezovanje, ponarejanje listin, požig, kršitve temeljnih pravic delavca, telesna poškodba in uporaba ponarejenega negotovinskega plačila. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v režo bančnega avtomata namestil lepilo ter na ta način poskušal preprečiti izplačilo gotovine. Delavec je policijo obvestil, da mu podjetje od konca leta 2016 ne izplačuje plače, zaradi česar je oškodovan za večjo vsoto. Znana oseba je na upravni enoti predložila listine za pridobitev državljanstva Republike Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da obstaja sum, da je eden od dokumentov ponarejen. Znana oseba je na policijski postaji naznanila, da je v preteklosti opravila več storitev za znano podjetje, le to pa ji noče izplačati storitev. Neznani storilec je na parkirišču gostišča prerezal 2 pnevmatiki, lastnika avtomobila pa s tem oškodoval za 250 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so začasno odvzeli 8 vozniških dovoljenj, podali 6 obdolžilnih predlogov in izdali 36 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat. Policisti pa so v Stanovskem obravnavali še nezgodo, v kateri je oseba padla po stopnicah in zaradi hude telesne poškodbe umrla. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, tako kot se izteka čas za premislek, komu oddati svoj glas na nedeljskih volitvah za predsednico ali predsednika države. Izteka pa se tudi čas še zadnjih poletnih utrinkov, toda kakorkoli je že, za vsak sončni žarek smo lahko vendarle hvaležni. Pa srečno do prihodnjič.